Ja, za razliko od Slavenke Drakolič, ki je pripovedovala v bistvu svojo osebno zgodbo pa avtentično zgodbo svoje mame, na primer, je tukaj Polona Siter v bistvu zbrala zgodbe žensk, ki so preživele tako imenovana najlepša leta prav v socializmu. Ta knjiga v zbirki Kulturni spomin v bistvu nadaljuje serijo knjig o vsakdanjem življenju v socializmu. Lansko leto smo izdali knjigo Fičko po Jugoslaviji in Made in You. Ta knjiga pa je v bistvu knjiga o naših mamah in babicah. Govori nam zgodbo, ki nam je dokaj blizu in znana intimno, vendar pa premalo znanstveno obravnavana in razlagana. Napisana na podlagi etnografske študije med gospami v domovih za ostarele. Knjiga govori o tem, kaj je nakup pralnega stroja, na primer, pomenil za žensko, kako je ženskam omogočil več prostega časa in s tem več svobode, oziroma kako je tehnološki razvoj omogočal emancipacijo v socialistični Jugoslaviji. In to povedano predvsem skozi besede žensk, kot sem rekla, ki so doživele rosna leta in vrhunec svojega življenja v socializmu. Ta del knjige je posebej zanimiv, ker ima izjemno zanimive ilustracije oziroma časopisne reklame pralnih strojev in praškov, ki fino dopolnjujejo v bistvu te osebne zgodbe žensk o spremembah, ki jih je pralni stroj naredil v njihovih intimnih in družbenih življenjih. Potem se knjiga ukvarja s tem, kako je vstop žensk na trg dela vplival na to, kaj so kupovale in kako so preživljale prosti čas. Potem, kaj je to pomenilo za razvoj turizma v socialistični Jugoslaviji, o inštitucijah sindikalnih izletov in nakupovanja čez mejo. Potem knjiga govori tudi o emancipaciji žensk skozi nošenje hlač in nakup kozmetike. Kako so se ženske z nošenjem hlač upirale in izzivale direktorjevo avtoriteto v delovnih organizacijah in kako so ženske dobile novi občutek samospoštovanja skozi urejen videz in nakupovanje lepotilne kozmetike. In na koncu, vendar po mojem mnenju prelomnega pomena, knjiga govori o tem, kaj so za emancipacijo žensk pomenili vložki za enkratno uporabo in tamponi, oziroma kako so proizvodi za menstrualno higieno spremenili vsakdanje življenje žensk, omogočili jim dostojanstveno življenje, občutek svobode, občutek normalnosti in jim v končni fazi omogočili večjo mobilnost, kako fizično, tako tudi socialno v bistvu. Knjiga na koncu govori tudi o tem, kako so ženske, ki so dozorele v času socializma, premagale sram pogovora o menstruaciji in na kakšen način je to spremenilo intimne ženske diskurze v času socializma. Knjiga je, poleg tega, da je znanstvena in analitična, tudi izjemno prijetno branje in ga priporočam za branje v plaži.